Danes je z mano Minela in govorila bova o Instagram algoritmu. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 70. oddaja je tole, vse kar želiš o njej vedeti najdeš na pointout.si/weekly70. Okolikor si nisi ogledal prejšnjo oddajo, v kateri sva z Nejcem govorila o tem, kako začeti z vloganjem, klikaj na link oziroma vpiši pointout.si/weekly69 in videl boš vse o tisti prejšnji oddaji, vse kar moraš vedeti, z vsemi linki opremljeno in tako dalje. To oddajo, tako kot vedno, lahko poslušaš tudi v podcast obliki na iTunes, SoundCloud in vseh ostalih agregatih podcastov. Evo, danes je z mano čudovita Minela, bodoči guru social media, tako da pazijo, sigurno ne bo še veliko videov. Danes bova govorila o Instagram algoritmu in kako deluje. Ja, danes govoriva o Instagram algoritmu. Mogoče že veš, da je bil v začetku Instagram kronološki, torej ko se je uporabnik vpisal v aplikacijo, je videl zadnje objave. V juliju 2016 pa so uvedli algoritem in danes ti bova malo povedala o tem, kateri dejavniki so najbolj pomembni. Ja, vsa družbena omrežja slej ko prej vpeljejo neke vrste algoritem, zdaj vsak je malo drugačen. Zakaj to naredijo? Enostavno ratajo družbena omrežja zasičena, velike ene vsebine in zdaj, če bi bilo vse kronološko, tako kot so bili na začetku Facebook, Twitter, pa tudi Instagram, a ne mogoče vsebine, ki pridemo v tistem trenutku, ne bi bile najbolj relevantne, ko se vpišem, ne bi bile najbolj relevantne zame, pa verjetno, če bi se jaz pa Minela istočasno opisala, njo druge stvari zanimajo, mene spet druge. In če želijo družbena omrežja doseči to, da se ljudje dlje časa zadržujejo na njih, da dlje časa spremljajo, da so zadovoljni z uporabo, seveda pride prav algoritem. Minela, daj malo več povej o algoritmu. Kaj pravzaprav to je? Ja, algoritem je v bistvu sestavljen iz dejavnikov, po katerih Instagram oziroma druge aplikacije tudi določajo, katere objave naj ti pokažejo v feedu. Vsak algoritem je sestavljen iz različnih dejavnikov, teh dejavnikov je ogromno. Midva bova danes omenila samo tistih par najpomembnejših. Ja, mislim, da sem enkrat prebral recimo za Facebook kot zanimivost, da ima tako okrog 100,000 različnih dejavnikov, tako to je res zelo veliko. Pa mogoče, kar je tudi bistveno, da poveva, a ne vsa ta, kaj so te dejavniki dejansko, da bi imeli prav neko razkrito formulo, nobeno družbeno omrežje ne razkrije, ker to bi bilo logično, ne, da rač bi vsi vzeli to formulo, pač delali poste po tem kopitu in na koncu bi spet prišli do unga, kar smo imeli na začetku, to je edina stvar, ki bi bila pomembna, je kronološko zaporedje oziroma čas. Tako da so neki indici, družbena omrežja malo sama razkrivajo, zato ker jim je še vsem interesu, da tisti, ki smo kot podjetja gor, da saj približno to vemo, se pa seveda tudi na to temo dela ogromno raziskav in potem pač raziskave ugotavljajo, kaj so ti različni faktorji. Pa mogoče dajva kar začeti z enim faktorjem, da bo ljudem bolj jasno. Ja. Najpomembnejši faktor v Instagramovem algoritmu je interes. Torej, Instagram želi predvideti, katere vsebine bodo tebi kot uporabniku najbolj všeč in ti jih potem tudi prikaže. Kako pa, to mi je bilo vedno zanimivo, kako dejansko Instagram ve, kaj je tisto, kar je meni všeč, kako on to ugotavlja, lahko mogoče še malo več o tem pove. Ja, to v bistvu temelji na podlagi preteklega vedenja oziroma kako se ti kot uporabnik obnašaš do drugih objav. Torej, če boš recimo všečkal komentiral veliko videov s kužki, se ti bojo tudi prikazovali tako v feedu kot v zavihku Explore. Se pravi, v bistvu Instagram ugotavlja tako to, kakšen je tip vsebine, kaj pa mogoče še, kdo je to objavil, zdaj rečemo, da sem jaz ful velik fan Real Madrida, kar mi grede sem, pa verjetno bo tudi veliko objav videl na to temo. Ja, to je drugi v bistvu zelo pomemben dejavnik, kakšen je tvoj odnos do uporabnika, ki je objavil določeno vsebino. Torej, če recimo všečkaš, komentiraš vse objave od določenega prijatelja, se ti bodo te objave tudi pogosteje prikazovale. Ja, recimo, kar sem jaz opazil,
sploh ko nekoga na začetku mu začneš slediti, naprimer zdaj nekemu novemu, rečemo v zadnjem času sem začel slediti Nasi, kot zanimivost. In takoj, ko sem šel iz njihovega profila nazaj na feed, to je se pravi to prvo stran Instagrama, sem videl ogromen nekih starejših tudi objav od Nase. Zakaj? Zato, ker takrat dobi signal Instagram, da me dejansko njihova vsebina zanima in da sem jo verjetno tudi nekaj zamudil, oziroma je pač v preteklosti, ker nisem sledil, nisem videl in mi jo potem začne prikazovati oziroma mi jo kaže tako več. Kar sem mogoče, to je res ful tudi specifično za Instagram opazil, je, da potem, ko recimo, da imaš nekomu, komu slediš in dlje časa nisi z njim v interakciji, potem v določenem trenutku se spomniš na njega, greš pogledat njegov profil, mogoče celo poiščeš njegov story, klikneš na njega, ga pogledaš, se to takoj isti trenutek Instagram na nek način testira, če je ta vsebina meni res interesantna, tako da mi jo vdenkrat začne ful več oziroma bistveno več kazati kot v preteklosti, saj v tistih prvih parih urah, dneh, zato da vidi, kako se bom jaz odzival na to. Torej, tukaj v bistvu lahko vidimo, da algoritem se cel čas deluje, cel čas obnavlja, torej prilagaja tebi kot uporabniku. Mogoče tukaj še ena stvar, ki jo lahko dodava. Poleg všečkanja, komentiranja je pomembno tudi, če si označen v fotografijah določenega uporabnika. Torej, zato se potem algoritem tudi prepozna, da si recimo prijatelj z določenimi uporabniki, kar je pomembno za podjetja, ker recimo lahko spodbudite sledilce, da vas označujejo v fotografijah. To je zelo dobra ideja. Ja. Mogoče, ker Instagram je dostikrat zaradi tega, ker niso možni linki, niso možni neki konkretni call to action v tem smislu, da uporabnik lahko takoj naredi neko aktivnost, za razliko od drugih družbenih omrežij, kjer ga lahko recimo neposredno sposta na spletno stran oziroma mogoče tudi kam drugam znotraj platforme. Instagramu razen storijih v navadnih postih to ni možno. Zato je fajn izkoriščati raven take zadeve, o katerih je ravno kar govorila Minela, se pravi, da druge spodbujamo, da delajo nekaj, kot je tagaње, zato da povezujejo, da se s tem v bistvu povezujejo našo znamko. Nenazadnje, verjetno podoben velja tudi za lokacijo. Okay, zdaj, če imamo prav našo lokacijo, recimo Point Out je tudi, zdaj ne vem to. Ja, kot lokacija, ne vem, zdaj v tem trenutku nisem prepričan, ampak Instagram mogoče to dejansko jemlje verjetno na dva načina. Eno je najverjetneje preko nekih podatkov ala Google Maps in v tem smislu, drugo je pa, če že nek uporabnik recimo na določeni lokaciji opisal, recimo, da sem jaz fizično bil na Point Outu in opisal Point Out, bo verjetno potem tudi nekom drugem, ki bo na tej lokaciji tudi ponudil to kot možnost. Okay. Kam mogoče vsem to, da še malo dodava tudi časovna komponenta. Na začetku sva govorila, da ni več toliko, oziroma da niso objave razporejene samo še po časovni komponenti, ampak tudi vseh teh drugih faktorjih. Verjetno pa vsem tudi časovna komponenta paše. Ja, časovna komponenta je vseeno še pomembna, ker če ne bi bila, bi recimo uporabnik ob prijavi v aplikacijo videl v bistvu lahko tudi 2 tedna, 3 tedne stare objave, kar si pač uporabniki ne želimo. Zato je pomembno tudi pač dajanje prioritete tistim objavam, ki so mogoče, ki niso tako stare. Ja, absolutno. Sicer to je zanimivo, da to, kar opažam tudi na drugih družbenih omrežjih, da ta časovna komponenta, čeprav še vedno zelo pomembna, je napram drugim lahko tudi, ima mogoče določen trenutku manjšo pomembnost, predvsem tisti primer, ki sem ga tudi pregovoril z Naso, to, da sem všečkal oziroma jim začel slediti in avtomatično potem videl tudi njihove starejše objave, kar sicer, če bi jim sledil dlje časa, recimo, da zdaj, ko jim sledim že kak mesec, ne bom videl njihovih objav, ki so stare 2 meseca. V tistem prvem primeru pa bi, ko sem jim šele začel slediti. Ja, tukaj je v bistvu tudi pomembno, koliko časa ti kot uporabnik uporabljaš aplikacijo in kako pogosto. Ker nek zelo pogost uporabnik bo videl recimo neke ne toliko stare poste, tiste, ki so bili pred kratkim objavljeni. Če pa uporabljamo recimo aplikacijo enkrat na teden, pa bo Instagram zbral tiste objave, ki so bili najbolj pomembni, recimo, tudi starejše. Ja, ena zanimivost, ki so jo tudi začeli vpeljevati v zadnjem mesecu, je, dok scrollaš oziroma se premikaš po feedu, so zdaj vpeljali kot neke vrste tak razdelek, ki ti napiše, da si
temu reče all caught up, oziroma da si že dejansko vse objave pogledal, nove, ki so, odkar si bil zadnjič na Instagramu. To gre malo v tej smeri, ker dosti je bilo pomislekov v zadnjem času z uporabo družbenih omrežij in kako dejansko to vpliva na naše življenje in kako celo preveč časa preživljamo na njih, in to se mi zdi taka dosti zanimiva poteza z njihove strani. Tudi mimogrede, ko že ravno to govorim, nekateri boste tudi med nastavitvam videli, če pa tega še nimaš, boš pa v kratkem to imel, tudi statistiko, koliko pogosto uporabljaš Instagram, zato da ti dajo mogoče malo te neke informacije, da veš, ali mogoče preveč zgubljaš časa na njem ali ne. Ok, verjetno je tudi neke razlike so med tem, kolikim profilom slediš ali pa koliko ljudi tebi sledi. Mogoče lahko še kaj na to temo govorijo. Ja, torej podobno kot prej v bistvu. Če slediš veliko profilom, bo imel Instagram večjo izbiro in boš mogoče kakšno objavo tudi spustil, ne? Če pa slediš manj profilom, bo večja verjetnost, da v bistvu vidiš vse njihove objave. To gre malo tudi z roko v roki s tem, koliko časa preživiš. Ne? Zdaj tudi, če veliko časa preživiš, pa rečemo, da slediš nekem poprečnem številu drugih profilov, je dosti velika verjetnost, da boš videl vse. Zdaj, če pa zelo malo uporabljaš, pa s podobno število drugim stranem profilom slediš, boš verjetno vse in videl malo manj. Tako da te dve zadeve gresta malo z roko v roki zagotovo. Ja. Omenil si pa tudi to, kako sama objava deluje. Zanimivo je, da v bistvu Instagrama ne zanima toliko, kakšen engagement ima ta objava, ampak bolj, kakšen je tvoj odnos z osebo, ki je objavlja. Ja, to je dosti zanimivo, ker na drugih platformah pa predvsem to veliko bolj v ospredju. Mogoče tudi ena zadeva, ki je velja za izpostaviti, dolg časa Instagram ni toliko slonel na videih. Zdaj je video čedalje več. Kakšna je razlika tukaj mogoče med slikami pa med videi? Ja, v bistvu tu je še ena zanimiva stvar. Instagram je v bistvu povedal, da ne preferira videov nad fotografijami. Morate pa vseeno kot recimo profil gledati, kaj vaši sledilci imajo raje. Če opazite, da videi delujejo dobro, se jih pač objavlja še naprej, v nasprotnem primeru pa fotografija. Ja, zdi se mi še vsem, da Instagram se ne more čist povsem odlepati, če lahko temu tako rečemo, tega svoje res vizualne podobe, te heavy image platforme, se pravi, da je res ogromen slik, ker ljudje res na Instagramu vedno pričakuješ tako neke lepe slike. In zdaj videi nikoli niso zares tistega prvega efekta ne dajo, da koliko je lepo, kot ga dajo slike, neke statične vsebine. Tako da ja. Tudi povezano s tem storiji in boomerangi. Tudi to je še ena zanimiva stvar, da v bistvu tudi če uporabljaš vse različne dele aplikacije, vse različne možnosti, to še ne pomeni, da bojo tvoji sledilci v bistvu videli vse objave. Veliko ljudi je tudi to skrbelo, da zdaj, če si jaz svoj oseben profil spremenim v biznis profil, na Instagramu ni taka velika distinkcija med profili podjetij, znamk in tako dalje in pa profili navadnih uporabnikov. So neke mogoče 3 ključne tiste razlike, CTA, gumb, analitika, kar je po moje največja dodana vrednost biznis profilov, pa še neke druge malenkosti. Ampak ljudi najbolj to skrbela, ker se vemo na Facebooku, če imaš poslovno stran, če imaš se pravi page, boš sigurno, tvoja prikaznost bo dosti manjša kot pa osebni profili. Instagram, če se ne motim, pa me popravi Minela, pravi, da ne dela neke distinkcije med tem dvema, med osebno stranjo pa med biznis profilom. Res je, torej se vam v bistvu zelo splača prestaviti iz osebnega na biznis profil. Najbolj je pomembna ta analitika. In pa še mogoče za konec, zdaj ne vem, me boš pa videla, če so še kaj pozabila oziroma bo še dodala, ampak bi še par besed spregovoril o temu shadow banu, ker to je bila tema, ki je bila precej aktualna zadnjih nekaj mesecev, da če delaš določene stvari na Instagramu, ne bom rekel nekaj, kar ni v skladu z njihovimi pravili, ampak predvsem nekaj, kar deluje v smeri, da želiš izigrati njihov algoritem, kot je, da recimo daješ ogromen enih nekih hashtagov, ki niso toliko relevantni za sliko, ki jo
ki jo uporabljaš, da recimo dostim profilom slediš, pa jih pol unfollowaš čez določeno obdobje, se pravi odslediš, ali kako bi temu rekel, se pravi ne slediš več, da te lahko zaradi tega penalizirajo. Je to res? Ni to res? Ne, to ni res. V bistvu Instagram ne skriva nobenih objav iz feeda, torej ta shadow ban ne obstaja oziroma ne obstaja več, ker ne vemo, če so to nekako delali. Torej, vseeno je pa še pomembno, da kljub temu, da shadow ban ne obstaja, uporabljamo relevantne hashtage, da ne spamamo s komentarji. Ja. Da imamo tudi kakovostno vsebino, ne nazadnje, Ja. ker še vseeno vedno se je treba vprašati, kdo je naša ciljna skupina, komu komuniciramo, komu želimo komunicirati. Lahko so tudi tukaj razlike, ne? Razimo med različnimi platformami. Mogoče na Facebooku želimo doseči drugo ciljno skupino ali pa drugo persono, kot pa na Instagramu, in seveda vse to je pomembno. Pa ena zadeva, s katero pa vseeno lahko vplivamo na algoritem, je pa to, da smo v konstantni interakciji z našimi sledilci. Dajmo jim odgovarjati, dajmo komentirati, dajmo mogoče tudi njihove slike kaj pogledati, kaj polajkati in tako dalje, odgovarjati na neposredna sporočila in še kaj. Ja, v bistvu si lepo povzel. Sem v redu povedal. Sva še kaj pozabljama, še kaj za dodati? Ne, to je to. To je to, več ali manj, super. Pol pa hvala, ker si bila z nama, bil z nama. V naslednji vdaji bomo še videli, kaj bomo točno govorili. Se bomo še odločili oziroma določili, tako kot vedno. Če imaš kakršnokoli vprašanje, napiši spodaj, z Minelo bova z veseljem odgovorila in pa to je to za danes. To je to. Dio! Čau! Why?